Brala sem enkrat v eni ameriški poročni skupini, da se na poročnem slikanju ženin ustal portreti in da je potem mogla to photoshopirati stran. Za vse tiste, ki mogoče prvič slišijo za to, kaj za vraga sploh je buduar fotografiranje. Tudi pride do tega, da imaš se kaj na koncu. Kaj pa brez modrčka, kaj naredi? Da je ful vesela, da je šla, da polka bo stara, bo lahko gledala te slike in se spomnila, kako je bila seksi. Potem smo imeli še enega gospoda, ki je pisal, da on bi rad imel slike sebe. Ok. Pa bi rad imel akt. Ok. Ampak da on rabi nujno slike, medtem ko njemu pride. Bi bila pa dobra fotka, če bi tako ujela, da bi bila sperma tako v zraku. Ali bi raje med seksom zalotila svojo babi? Ali pa bi raje, da tebe babi zaloti medtem, ko ti seksaš? Jaz nimam travme od tega, da je ona mene zalotila sploh. Imam pa travme od tega, ker sem jaz njo. Preden nadaljujemo, imamo eno ful dobro novico za vse punce, kot jaz ne preživite menstruacije brez protibolečinskih tablet. Zdaj sva Sara odkrile Beliso in to sploh ni bilo planirano drugače, ampak glih danes zjutraj pred snemanjem sem jaz dobila menstruacijo, čeprav bi mogla priti jutri in sem bila res vesela, da je ne bom imela na dan snemanja. Med snemanjem, dobesedno med snemanjem prve epizode je mene začel boleti trebuh in sem si dala potem takoj tole Beliso gor med pauzo in zdajle sem jaz pač 100-krat boljš. Sploh me ne boli več, tudi Sara je prejšnjič celo epizodo tole imela gor in je rešilo live, tako da jaz sem bila ful skeptična, če bo to dejansko delovalo in z največjim veseljem lahko povem, da za mene in za Saro to absolutno deluje in zdaj, ker lahko živim brez protibolečinskih tablet, kar mi je čisto noro. Beliso samo nalepeš na trebuh in ona potem sprošča take posebne pulze, čutijo se kot ene vibracije in preusmer bolečino, da je ti ne čutiš in meni je dobesedno pač rešila življenje. Jaz sem videla take naprave že na Tumblrju ful časa nazaj, ampak so bile vedno tako drage, da si jih nisem mogla privoščiti. Zdaj sem pa našla Beliso, bila itak skeptična, dokler nisem zadnjič celo snemanje, to je tako 8 ur preživela z njo in me ni nič bolelo. In jaz sem neskončno hvaležna za to ekipo, ki je to ustvarila. Ne vem, nimam besed in prav želela bi si, da čisto vsaka ženska tu proba. Mi dve so vam zrihtali še eno posebno kodo, med nama 75, s katero dobiš Beliso še cenejš, tako da jaz res vsem puncam, ženskam, deklicam, vsem z menstruacijo ful iz srca prvoščam, da bi lahko imela take menstruacije, kot jo imam jaz z Beliso. Link do Belise, belisa.si, najdeš spodaj v opisu, zdaj pa uživi v preostanku epizode. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara. Itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? To je podcast, kjer bomo govorili o seksu, o tabujih, o partnerstvu, skratka o vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes je z nama Isa Gavin, buduar fotografinja. Hvala, ker si prišla. Z veseljem, hvala za povabilo. V današnji epizodi bomo govorili o buduar fotografiranju, kaj sploh je to, a se moraš slikati nag, kdo sploh pride na to, zakaj, pa bomo pa govorili še o tem, kaj narediti, če tvoja partnerka pošlje svoje buduar slike enemu drugmu. In ti pa to pove. Ok. Gledamo se vsak ponedeljek, zaradi tega, da ponedeljki ne bodo več bedni. Hvala, ker nas podpiraš, tako da lajkaš, da komentiraš, da subscribaš. Drugače so videli v statistiki, da več kot pol tistih, ki gledate to, ne subscribate, tako da dajte nas subscribati, ker nama to ful pomaga, ker pol več ljudi tudi vidi ta podcast in pač ja, nama to pomaga. Ja, to je en tak zastonj način, na katerega naj jo lahko podprete. Če pa naj hočeš res še posebej podpreti, pa je pa spodaj v opisu link to Buy Me a Coffee, kjer nama lahko častiš pijačko, kavico ali pa vibrator. In še en disclaimer, preden nadaljujemo, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ok. Imam eno vprašanje, preden začnemo. Ja. Manijate že dovolj vibratorjev? Pa tu se tako reče. V resnici. Dobro vprašanje. Imava jih precej, zaradi tega, ker je tudi sponsor podcasta Pitch Pop, to je od Sare trgovina, z erotičnimi pripomočki.
Tako da en del podcasta je v resnici tudi to, da mi dve reviewava razne seksi igračke. Torej, nikoli ni dovolj. Tako da, če jih ima kdo dovolj, jih imamo mi dve. Ja, pa ko pridejo novi ven, potem jih ni dovolj, veš. Ja, ne, sej se ne pritožujem nad tem delom. Tako da, kar pa v bistvu je ta za Buy Me a Coffee, gre pa v resnici vse v financiranje tega studija, ker ni glih zastonj. Ljudje različne stvari radi plačujejo. Eni ti radi plačajo kavo, eni ti radi plačajo pijačo, eni ti pa radi plačajo vibrator. Res Ne, je, vidiš, Pa vidiš. zadaneš to celo publiko. Mogoče imam tudi jaz to dodati v svoje opise, ko delam videa. Sem ne vibrator, pa bom dala kako set spodnjega perila, recimo. Tako, ja, sem res jih boš dobila po moje. Probati. Ja. The best. Mi dve sva pripravile nekaj vprašanj, s katerimi se bomo mečkam bolj spoznali. Rečeva jim icebreaker questions oziroma vprašanja za razbit led. Pa bi te prosila, da narediš samo ta zvočni prehod. Icebreakers. To so vprašanja, s katerimi se bomo malo bolj videli, kako tvoji možgani dejansko delujejo. Ne zanima naj to kot odgovor specifičen, ampak bolj naj jo zanima, zakaj je ravno ta odgovor. Bova pa tudi mi dve potem odgovorila, da boš tudi ti vedela, s kom imaš opravka. Okay, Si pripravljena? Sem. Ali bi raje pozirala popolnoma gola pred kamero in bodo potem te slike razstavljene v muzeju, ali pa bi 1 uro pozirala v perilu sred Ljubljane pred množico ljudi? Muzej, definitivno muzej. Ja. Zato, ker verjamem, da je poanta vsega skupaj umetnost. In ljudje, ki pridejo v muzej, pridejo zaradi umetnosti. Se pravi, vsi, ki bodo prišli, me bodo videli tam golo na velikih slikah, na platnu, bodo pač občutovali moje telo na drugačen način, kot mimoidoči ljudje, ki bodo bili, o moj bog, kaj je to. Tako da, iz tega vidika, kar se tudi potem dejansko naveže na klientelo, ki jo imam jaz, ker pridejo tisti, ki si želijo tega, ki bodo to občudovali, in niso tisti, ki bodo full judgali. Ja. Dober odgovor. Pa ti, Sara? Ja, jaz dokaj nisi tu zdaj rekla, kar si ti rekla, sem hotela reči, da bi pozirala sred Ljubljane. Hitro mine, 1 ura, pač ti se slečeš, tam si v perilu, en eksperiment pač, ne? Ja. No, tu bi jaz po moje. Ne zdi se mi kaj tazga. Sej pa, ko grejo ven, tako punce v klube, se to skoraj isto. Ne? Si tako malo. Ja, ne. Ja, to je to. Meni bi bilo po eni strani tudi po moje lažji 1 uro v perilu pozirati tam v Ljubljani. Tako se mi zdi, itak se ne bi sploh zavedala teh ljudi, ki me gledajo, ker si itak tam pač osredotočena na to, kar se dogaja. Pa ne, da mi je problem, da bi pač se gola slikala, ampak iskreno, vem, da moja mami ne bi bila najbolj navdušena. Samo tvoja mama mogoče ne bi prišla v muzej potem, veš? Ne bi prišla, ampak vem, da ne bi bilo že to, da bi se šla jaz nekam gola slikati in da bi to zdaj drugi gledali. Vem, da ji ne bi bilo všeč, ko je ona ima tako neka... Ja. Ona tako to dojema in bi mi bilo hudo, ker bi bilo njej grozno. A bi bilo lažje, Tudi če bi to rekla, bi bilo, greš- ampak po mojem bi bilo hujš tist. Se ne bi Ker- videla, da si ti sred Ljubljane stala tam v perilu 1 ura. Ali pač. Kaj bi slikala? Srečala me zihar ne bi glih, zato ker bi... Tako da, lej, meni osebno nobena od teh stvari ni neki grozna, ampak pa, ko pomislim ljudje, ki jih imam rada, pa kako bi to na njih vplivalo, bi pa lažje po moje izbrala to poziranje. Vidiš, meni pa je, ker poznam cel proces zadaj in vem, kaj gre v fotografijo noter in koliko lepše lahko fotografija izgleda. Dejansko ne bi mogla. Mislim, ja, bi izbrala, če bi, ajde, ne vem, daj mi, ne vem, milijon pa grem. Ne, se hecam. Ampak tak, ker pač, ko ti delaš fotografijo, fotograf itak išče najlepši kot, najlepšo osvetlitev, naredi iz tem fotografijo čez nekaj drugega. Se pravi, boš work of art. Če greš ti tak, v spodnjem perilu, vidiš vse, veš, pač vse nepravilnosti, vse, kak je, pa se okvarjaš in kak so gate in kako ono stoji. Mislim, tak, iz tega vidika, no, pač poklicna deformacija, po moje. Okay. Ker pač se s tem toliko ukvarjam, tako da, ja, ne, jaz ne bi šla. Najpošteno, mi je všeč tvoj odgovor in razlog, zakaj je tako. Naslednje vprašanje je, ali bi raje med seksom zalotila svojo babi, ali pa bi raje, da tebe babi zaloti medtem, ko ti seksaš? Definitivno jaz babico. Ja.
A misliš, da še vedno seksa? Ne, ker imam dve opcije. Ena je tista, ki je deda že pokojni, pa sta bila ful malo časa skupaj. Druga dva sta pa toliko časa, mislim, to sta toliko stara že, da ne, če prijeta pač že hoja iz enega prostora v drugo, je po mojem limit. Drugače pa jaz sem, ne vem, meni je, ki se tega tiče ful narodno. V stilu pač, če vprašaš, če pride do pogovora z mojo mamo, pač ker imam 4 otroke, kar se mene tiče, vse 4 otroke pač štorkla prinesla. Tako da, ja. To se pravi, ti ne Jaz seksaš ne sploh, seksam. tako da te ne bi mogla babi sploh zalotati v Tako, resnici. tako. Čakaj, ti imaš 4 otroke? Ja. Kaj? Sorry. Zdaj sem Dihaj. res. Ja, Ja, zdaj pride še ene par vprašanj, ki so pod vprašanja. ok. Koliko si ti stara, tako jaz? 33? Kaj sem jaz mislila, da si tako 23? Hvala. Sej, veš, kamorkoli grem, rečem, da pač sem študent in pa dobim študentsko. Ja, Res? tako lahko bi bila. Ampak ti noben ne reče, da moraš pokazati. Sem da jo nimam zraven. Pa nekaj. Na glas. Veš, koliko me kdo reče in jaz rečem, joj, nisem študentka, mislim, da bojo hotel pač študentsko kartico. Ja, nimaš zraven in če pač rečejo, da pač ne bo šlo, rečeš, ok, pa naslednjič, ne? Ok. A ja, se res. To je pa da. najboljši life hack zdaj. Ja, sem zdaj ga ne Ja. mogla več uporabljati. Bom. Okej. Tisti tudi, ko bojo slišali, pa bili, it's so good, you're keeping it. Ja. Drugač, Ja. jaz tudi nisem vedela, da imaš 4 otroke. Ne, pač, people, basic research, come on. ne, ampak Odpreš Tako. Facebook in tam to Ne. res slabo, basic Ja. research, ampak ne, a veš kaj, jaz sem tebe gledala in sem tako, pač mlada punca. Oh. Jaz sploh pomislila nisem, da bi bila to opcija. Pa ne vem, ali je v mojem svetu tudi tako drugače, ker pač res ne razmišljamo o otrokih. In pol. Hvala za to informacijo. Ja. Kaj je bilo Okay. vprašanje? Če rajš, da ti zalotaš babi ali babi zaloti tebe. Oboje se je zgodilo, ne. Oboje se je zgodilo in jaz nimam travme od tega, da je ona mene zalotila sploh. Imam pa travme od tega, ker sem jaz z njo, ne. Torej to o tebi pove, da pač greni porno ne gledaš. Ne, ga ne. Zakaj je bilo pa to grozno? Sorry, babi. Pač ona ima tako mehno stanovanje, ne? In jaz sem, ko sem tam prespala, sem spala na kavču, ne? Ampak spalnica je glih zdraven in dedi vedno spi z odprtimi vrati. In pač jaz nisem tu videla nič zares gole kože ali pa kaj. Jaz sem videla premikanje pod kovtrom, pa mi je bilo ful težko pol. Veš, in pol, ko si tako, še, jaz pač po noči je bila, ne, in jaz sem bila, pol ne veš, kaj bi naredil, ali začneš kašljati ful na glas, ali kaj, pa tudi čista bila tiho in vse, jaz sem tako videla nek šotor pod kovtrom in tako bilo. No, tu, in tega se ful spomnim, cel life, že. A tako najbolj random trenutke mi tako gre v glavo. V glavnem, ja, evo. O ne, kaj pa, ko je tebe babi zalotila, kako veš, da te je zalotila? Ti je rekla? Si jo- Zato, ker je bilo zunaj in se je z avtom pripeljala. Fora je, da jaz sem živela v hiši od babi pa dedja. In ona, da sta se že iz tam preselila, ne? No, ampak, ker je pač njuna hiša, sta kar vsakič, kadarkoli sta hotla prišla. Ne? In jaz sem jima skozi govorila, pač lahko plis prej pokličeta, zaradi tega, ker ne morata kar pridati vsakič, ne? In pa sem prav enkrat se pač s fantom, ki sem ga imela takrat pogovarjala, in kaj če bo ta zdaj prišla, ko mi dva tle v zoni na mizi pred hišo seksava in sva bila oba dva tako, veš kaj, če bosta pa prišla, bosta pa od takrat naprej vsakič poklicala. In pa sta prišla in sta od takrat naprej vsakič poklicala. Ja. Ja, se dobro končalo. In pol je dedi, prav spomnim se, kaj je dedi rekel enkrat, pač jaz nisem niti na to pomislil, zaradi tega, ker mi pač po noči seksamo, a pač po dnevi ne. Tako da. Si rekla, ja, vem, da po noči seksate. Jaz sem rekla, jaz sem vam povedala, da me pokličite, tako da, to je to. Jaz Ja. bi bila po moje, dedi, jaz sem mislila, da vi ne seksate več. Ja. O, moj bog. Ja, zdaj, ko si to tako rekla, v resnici se ne dajmo v položaj, kjer bi pač me babi glih lahko enostavno zalotila in če bi me zalotila, si je sama kriva,
In jaz tudi mogoče rajš ne bi videla nje. Ja. Ja, ker, ne vem. Zakaj pa misliš, da je tudi tako traumatično, če vidiš nekega svojega družinskega člana, pa da niti gole kože ne vidiš, samo da pod kotrom vidiš? Fak je, Moja res mama- ni tako fajn. Bolj neke tabuje še vseeno okoli tega. Tudi glede staršev pa vsega tega. Ja. Smo še vseeno vzgojeni na ta način, dobro, ajde vidi, da sta mlajši. Še vseeno spadata pod delno boomer parents in tam je bilo vseeno drugače upbringing, kot je recimo zdaj. No. Tako da, Zdaj pa se ti zdi, da bi bilo normalno. ne daleč od normalno. Ja. Ampak po moje bi te generacije, ko pridejo za nami, lažje to prebavile. Okay. Vseeno. Okay. Ali bi raje, da pozabiš čisto vse sekse svojega življenja, kar pomeni, da tudi vse, kar si se naučila, vsi tvoji skillsi, gone, ali pa, da 1 leto ne zaslužiš niti centa. 1 leto ne zaslužim niti centa, definitivno. Halo. Sploh ni razmišljala. Ne. Kaj imaš tu za razmišljati? Dobro, je sicer mogoče res, da odvisno, kje si finančno in pač s kakim partnerjem sem, ampak pač recimo jaz trenutno, tako kot pač stvari so, ne rabim niti razmišljati. Pač. Ni vprašanje, je za mene poskrbljeno in to je to. To je pa the best. Ja, mislim pač, se mi zdi, da smo toliko pod vplivom, da mogoče se zdaj to ful smešno sliša, ampak ajde, smo na TikToku, gledamo vse žive stvari od manifestacije in bla, in potem pač tudi narediš na to, pač, kak bi naj bil odnos z partnerjem, kak bi pač naj partner bil do tebe. In ena izmed teh stvari je pač tudi, da bi naj moški poskrbel za žensko. In pač jaz sem zelo veliki believer v ne samo love attraction, ampak nasplošno pač, da univerzum poskrbi za nas, oziroma pač, da se vse dogaja v naše najvišje dobro za tebe, pač za vsakega posameznika. In to je pač ena stvar, ki se mi je zdela vedno tako kot želja, slash ful pomembna. Ja, in se pač vmes zmanifestira samo od sebe. Da vest. Ja. Da, sem reči, da ti prvoščam in da se zdi meni tudi pomembno. Sicer pa le, jaz tudi mislim, da če si bi vsi skillsi rezali, pač bi pač jovo na novo se jih naučil, ne? Ja, se bi bilo tudi kind of fun, veš, mogoče, Ja. čeprav to me malo bolj stresno v življenju, ko se moraš to naučiti seksati, pa tako. Pa pri teh letih. Še Pa ta še, šok. pa, recimo, jaz imam partnerja, bi že mogoče razumel, mogoče bi mu bilo zabavno. Ja, Ti bi ja. nekoga na novo spoznala in bi bila kaj ena devica Se tam. meni se zdi, da sem ko ena devica, tako da it's okay. Mene srce boli, ker imam par ljudi v življenju, ki so tak moje letniki ali pa starejši, pa pač ne vem, če so bili z enim človekom v življenju in sem pol tak, Misliš, da jim je težko? ne vem, meni je težko za njih. Ja, mogoče bi bilo tebi težko, pa njim sploh ni. Ja, veš, Ne. se pravi, potem tudi, če name rezajo, potem tudi nam ne bi bilo težko. Ja, veš? ker ne vedela je Ja. tak, ne. Jaz, kaj tu si mislila, da ne zaslužiš niti centa, to pomeni, da nimaš nič dobička. Ja, 1 leto. Ja, tu sem jaz zdaj, tako da I choose it every time. Ja. Čakaj, zdaj izbereš, Ja, tu. da ne pozabiš seksov. Ja. Ja? Mhm. Jaz pa zdaj, ko sem začela razmišljati, kako bi bilo, če bi vse pozabila in bi se mogla na novo naučiti. Pa tako, veš, da si že seksova, veš, da nek v tebi je to, da Ne, da ne znaš. veš. Ne veš, valjda, to je ne pa Ne, veš. pač Vse je pozabiš, redno. ne, veš, da si vse sekse pozabil. Pač to je tako, pač zavedaš se, da si to izbral in veš, da zdaj to tako je, a veš. A veš, kaj mislim? Pač Ja, to je- samo ne veš, to je tako kakšni so bili občutki. Ja, ko ne, si ne to veš, imel, saj zato. se to. Ker prvič. Zdaj, mogoče podkriješ kaj novega. A? Jo, jaz bi pa to, Da zaporo. vse pozabiš. Pa sploh ne zato, ker pač, mislim, gledaj, če bi bila pa pač brez keša let, mislim, Vsi smo brez Whatever. keša že dolgo časa. vse to, Smo navajeni. ne bi bilo kar tako pač ne bi, mislim, živim s tem. Ja. Ampak tako za foro bi probala. Ne, da si želim tega, No, ampak me zanima. Ne bomo pa rajš brez znanja. Se pravi, 12. maj 2026. Ja, ne, a veš, ker ne moreš tako switchati off tega. Ne Ja. morem kar pozabiti vse, ampak bi bilo pa zanimivo. Fak, kakšna bi bila ti sploh oseba, če bi vse o seksu, kar veš, pozabila? Ker seks je tako... Ne, samo osebno izkušnjo. A jaz sem tu. Ja. Okay. Ja, vse Pol ti bi sekse bilo svoje, pa pač težko. moje vse osebne izkušnje bi pozabila. Še zmeraj bi vso teorijo vedela. No, pa bi skoraj vse vedela, saj si sposobna. Se bi že ta prvič, ko bi seksala, bi ti vse uporabila znanje, ki bi ga vedela. Pa tako vsako igračko, ki bi jo uporabljala, bilo prvič.
No. Ne vem, tako zanima me, no jaz bi mogoče tukaj izbrala za foro. Pač malo izziva, veš. Ok. Še zadnja. Ali raje dobiš 1 evro vsakič, ko pohvališ neznanca, ali pa 100 evrov vsakič, ko si nesramen do neznanca? Kaj bi ti bilo lažje? Jaz tudi, če se potrudim, ne morem biti nesramna do ljudi. Tako da Dej, reč mi nekaj grdega, hiter. ne morem. Dej, Ne morem, ker si lepa. Kaj ti nečem grdega pisma? užali me! Ne vem. To je pas. Ne morem. Ne Kaj morem. pomeni, da si nesramen do človeka? Ne vem, neko njegovo, nekaj, kar na njemu se ti zdi, da njegov insecurity izpostaviš in rečeš, ne Tu si vem. pa že zloben. Jaz sem Saj mislila, zloben. da Ja, saj je nesramen. nesramen. Recimo, jaz sem sebi nesramna, če grem čez ena neka vrata, recimo nekam not in sem unam ful tečna in gre nekdo za mano in mu pač ne pridržim vrat, tako mi je, ja bi se, ti si sama pri vrata. No, tu je meni nesramno. Aha, ne, to je sam neuljudno. Okay. Nesram, prav tako, nekim mu moraš reči, da ga boš prizadel. Ali pa pač mu nekaj lepega rečeš, ampak dobiš samo 1 evro. Okay. Ja, veš, ampak pa lahko tudi ful zaslužiš. Ti bi hodila okrog, recimo, in bi govorila, lepa si, wow, cute majca, wow. Saj glej, glej. Ne, ampak moraš pa misliti to, moraš tako pač, nisem tako mimogrede, da rečeš, ampak tako, da je namerno. Ampak ti recimo, ti si fotografinja, ti z jih skozi tem svojim ženskam meni to prej govoriš, normalno. wow, ful dobro, ti Veš. to verjetno misliš, in ko bi ti služila dodatnega denarja, že sam s tem. Se ti pravim, pač jaz ne morem ljudi užaliti. Meni je res normalno. Glede zaradi tega dela. Pač na začetku, ko sem začela to, mogoče ne, ma zdaj je prav fokus na tem, da v vsaki osebi najdeš nekaj lepega. Pa pač iščeš samo to in pač se navadiš in vidiš samo to. Je ful. Ne morem. Mogoče bi rekel preko svojega bivšega, rekla, kako podobno, kakih 100 evrov. Aj to. To bi šlo. Sam pol v resnici ne bi veliko zaslužila, bi pol se ti res ti pol bolj splača to. Ja, sem, če si brez denarja, ker si prej izbrala, da boš reči brez denarja, bi bilo 100 evrov v redu. A ja, ti imaš Ne rabim. A ja, se res. Ne rabiš. Okay. Sam recimo, če bi pa uno prejšnjo izbrala, se ne povezujejo, ampak če bi uno prejšnjo izbrala, pol bi se ne bi mogla tle sploh izbrati tega, da pohvališ nekoga, ker ne smeš denarja zaslužiti. In pol bi ti ful preveč denarja služila in ne bi to pol šlo skupaj. Je, pol ne bi mogla nič izbrati, vidiš. Ja. Pol Ne, pa mogla- bi lahko, da si nesramna, kaj tak, tle pa ne Jaz bi sem ta nič. zaslužim 100. Je pa ne bi rekla tega. Dobro, Se bi lažje zadržala. Če se potrudim, bi šla. Ja, ampak a Glej. veš, bi se mogla zadržati. Ja. Tako da, okej. Pol ti tudi izbereš, da si prijazna. Ali bi bila reč nesramna. Včasih kak dan bi bila tudi lahko jaz nesramna. Tu se ne izključujemo. Ne? Ne, se to ne pomeni, da ne moreš nikoli biti nesramna zdaj. Sam pač ne boš zaslužila nič denarja. Zaslužila boš samo za to, da si prijazna. A ja, ne, je v redu. Je lej, pač izberem uno, da potem, da sem nesramna, pa pol po potrebi sem nesramna. Lahko. Aha, Ne? easy money. Ne? Ja, Se prav. drugače nisi nesramen, ampak tako, če pa pač res rabiš denar, pa se zmeniš z nekom, lejte. Ne, neznanca. Pač, Pa se pa zmeniš a z ti še enkrat neznancem? preberem vprašanje? Ne, pa se pa zmeniš z neznancem, pa mu daš pol profita. Od te nesramnosti se prav rečeš. Zdaj bom jaz ful nesramen do tebe. In pol ti plačam za to. To je tako na meji z neiskrenostjo in izkoriščevalstvom. Zakaj? Ja, ker Kaj pa je neiskreno? Sam pol ta ne bo užaljen. Če bo on Ja, vedel, da to. bo on zaslužil, on ne bo užaljen. To. In pol ga ne užališ in pol ne dobiš nič. Ti moraš neznanca videti na cesti, videti, da ne vem, ima umazan za nohti in reči, fuj, koliko si ti ogaven, da hodiš z umazanimi nohti po svetu. In pol greš naprej in mu nič ne razlagaš. Mogoče kdaj mislim v glavi. Zdaj bi pa to na glas rekla. Dober, pa bi bila pa prijazna za 1 evro. Okay. Jaz bi bila prijazna. Meni se pa zdi to tako fajn. Pač se mi zdi, jaz si velikrat kaj lepega mislim, o kom ampak ne rečem, ker si ne upam. Ker mi je tako nerodno reči. Yeah. Pol bi pa pač še plačala za to, da sem prijazna. In se mi zdi, da tako pač komplimente talati ljudem ni nič težkega. In pol ti tako pride v kri. In tudi, ne vem, se mi zdi, da premalokrat izpostavimo lepe stvari, da smo ful negativni, namesto da bi pač povedali lepe stvari. In pa bi bila še tako bolj spodbujena k temu. In mogoče ne bi toliko zaslužila, kot če bila nesrana namerno, ampak pa kaj? Ej, kako se vi počutite, če recimo na ulici nekdo gre mimo vaju, pa vam nekaj lepega reče? ja, fajn se počutiš itak, ne? Zakaj pa pol tega ne rečemo? Meni je vedno Saj. tako, jaz se vedno v redu, super počutim, če mi nekdo to reče, ne? Ampak
če pa jaz pa ful opazim, fulkrat opazim, tako okay, pa se pa kar bojim to reči. Mislim, da bo njim kar neprijetno, če jim to rečem. Ma, Jaz pa mislim, da bo meni neprijetno. Meni je neprijetno, ampak potem, ker jaz rečem. Jaz sem se prav zavestno odločila, če vidim, da rečem. In bolj rečem in najprej mi je fulo tak shit, ma pa rečem, ma ko vidiš, ti si nasmeješ, jaz sem tak, okay. I made my day, I made his day. Ja, meni se zdi, da bo njim grozno, pa grem kar mimo. No, bom zdaj večkrat. Probaj, it's a challenge. Ja, sej, si Moš vedno naslednjem imam tako v glavi, ja. Podcastu poročati. Ja, okej, prav. Ja, ajde. Okay. Ja, prav. Zdaj, ko smo se pa malo bolj spoznale, je pa na vrsti, da ti naj v bistvu še malo bolj spoznaš. In to je intimni kotiček. To je to, kar sem na začetku govorila, da predstavlja seks igračke. Okay. In na koncu, ko mi dve predstavlja vsaka svojo, boš ti povedala, kje bi rajš sprobala od teh. A pa ljubim se domov. Ne. Sorry. Kako spletna trgovina je to? Sorry. Ne dobiš teh najnih uporabljenih. Ne, to ne. Tu počak, preden komentiraš, da ti bom pol žal. Ampak nismo pa še tu nekako uspeli zorganizirati, da bi prav lahko oni si izbrali. Smo pa že večkrat imeli v mislih, tako da poluno, kar rečeš, da ti je ljubša, jo dobiš za domov. Ampak nismo še tam. Tako da ti Ni je še ta logistika urejena. Torej, zdaj je to apel na vse vas. Lajkati, šerati, subskrbati, kupiti kavico, plačati sokec, pa podpreti z donacijami za vibratorje. Ja, pa plačati vibrator, da ga pol dobijo, ne? Zdaj boš pa ti mogla narediti spet tvoj zvočni prehod. Okay. Intimni kotiček. A bi ti začela? Ja. Jaz imam danes eno svojih najljubših igračk. Tu je vibrator, tak zajček, imenuje se Bloom Tulip, ki je kakor en tak tulipanček. In lahko se ga uporablja na ful različnih načinov. Se pravi, lahko ga tako prsloniš, lahko ga tako daš na klitoris, na bradavičke, lahko ga sam tako prsloniš, v glavnem milijon načinov. Jaz ga najraje uporabljam, da ga dam tako na klitoris, zaradi tega, ker pa tako stimulira še tle okrog, celotno površino, ne samo tle vzgorej. Posebnost je pa tu, da nima gumbov tako, da klikaš, da spreminjaš, pač ima ta gumb za prižgat in pa tako spreminjaš nastavitve. In je cool. Silikonski je. Rada bi pa še tu povedala, da sem ga enkrat pustila na soncu in zato je tako razbarvan. Tako da, to je nasvet, ne? Ne puščati igrača na direktni sončni svetlobi, na vročini itd. Ker pa se tu zgodi. In tu je še dobro, ker sem razbarvano, lahko bi pa v bistvu bilo čist pač lepljivo in uničeno. Tako da, jaz na tej igrački 10 od 10, to je tako že po moje 5 let, ena izmed mojih najljubših. Jaz ne moram verjeti, da si jo šele zdaj na podcastu predstavila. Ja, jaz tudi ne. Ne vem. V glavnem, šele zdaj smo prišli do sem, ker imamo pač tukaj vibratorjev, ne? Da sploh ne veš. Ja, 10 od 10. Kako že? Bloom Violet. Drugače to, da ta nasvet, da igračk ne puščati na soncu, pač to v navodilih vsake igračke piše, ne? In kdo bere to? Ja, to bo zdaj jaz povem ljudem. Ja. Da to ni nekaj, kar je tako, mogoče narediti, če se spomnite. Pač ne igračk puščati na soncu, v temnem in suhem prostoru. Pač piše v navodilih, da morajo biti. Tako da ja. Ja, sem veš, kako je, že če daš na polico, nočno v marcu, ne? Pač včasih sonce direkt tam svet in pa se zgodi. Tako da dajmo pospravljati. Ja, sej to. Jaz zdaj vse tu pospravljam in se to več ne zgodi. Ampak to pa še vedno uporabljam, ker mi je top, pa ful ima močne vibracije. Tako da, pač I love it. Tu da pol celotno tako površino stimulira. Perfekt. Kako da si povedala? Joj, ja, tole igračko ali pa kakšne druge lahko dobite na moji erotični trgovini pitchpub.si s kodom MEDNAMA10. A ti imaš drugače kakšne igračke? Ona ne sme o tem govoriti. Ja, s tem, da moje so shranjene v škatli. Okay. Ne pridejo do sonca. Okay. Vidijo svet samo za čas uporabe in potem grejo nazaj. Okay. Ja. No. To je zdaj oni, da ko moram povedati, kaj imam. Ali... Pa lahko, če hočeš. A imaš kakšno tako najljubšo?
Ja, samo tista je živa. To ni igračka. To se ne šteje. Okay, Ampak ja, dober okej. odgovor. Dober, ja. Hvala. Si fanita sploh? Tako, Ja, jih imaš rada? Ja, Okej. sem je kul, pač definitivno. Kje si dobila svojo prvo igračko? Si jo sama kupila, si jo dobila za darilo? Ne, za mojo osnovsko sem s takratno kolegico smo šle v Venera shop in sem si lahko zbrala, kaj bom imela. Daj neki. Prav, kolegica ti je kupila za 18. rojstni dan in še Ja. sama si lahko izbrala. Ja. Kaj si izbrala? Je bil dildo, oziroma vibrator. Čekaj, to ja, razlika, pri vaju je razlika, ja, pri meni je vse isto. Imaš vibrator. Bil je srebrno moder, srebrn z bleščicami. In potem je na vrhu, je imel pa tako neke ščetine, ne vem več. Ja. To. In ime mu je bilo, mislim, da je bil Borut. In si bila zadovoljna z njim? Ja, je bil zanimiv, a potem naslednji brez ščetine mi je bil bolj všeč. Ja, bi rekla, ja. Ja. A tiste ščetine so te prodale takrat? Ja. Dober. Nekaj malo drugače kot klasika. Pa ščetine so bile za noter, ne? Ja. Ja. Ful je teh nekih ščetinastih takih. Meni so malo čudne te ščetine. Meni je to vse všeč. Meni je vse všeč, če malo tako drugače. Jaz sem isto, pač prvo igračko, ki sem si jo tako sama izbrala, sem si izbrala samo zato, ker je bila čudna. To je bilo to. Power Flower je bil. Zato, ker je bil čuden in sem bila tako... Začela sem delati v sex shopu, ne, in smo si lahko izbrali, tam je bil cel kup enih stvari in smo si lahko vsak eno izbrali. In jaz sem si mislila, veš kaj, tega si jaz nikoli v življenju ne bi kupila, tako da jaz bom moj denar prišparala za nekaj, kar bi dejansko pač sem prepričana, da mi bo všeč. Ampak če pa že za 100, ne, da sprobamo. In pa se je izkazalo, da je to moja najljubša stvar ever in zdaj opevam slave temu do konca life. Pač. In mogoče bi bile tudi tune ščetine. Ja, sigurno bi mi bilo zanimivo. No, recimo, jaz pomislim na unga Rudolfa, ki ima od zunaj Ja. ščetine, pa mi ni neki. Pa se drugače imam enega, ker tako tudi neke take ščetine ima zgled, ker da si boš lahko lase česal s tem, pa mi ni všeč. Ampak še zmeraj mi je pa tako zanimiv za pogledat. Tako pač me pritegnejo te malo Ja, stvari. zanimivo je, ja. Ja, no, medtem ko drugače danes, pa jaz nimam nobene weird stvari za predstaviti, ampak imam pač ta juni jajčka oziroma keglove kroglice. Ker smo bile s Saro, imeli smo pred kratkim eno gostjo, Jasmino. Sem videla. Tega še nisi videla, ker še ni vam prišlo. No, videla sem tisto, kaj ste dale ven. Na Instagramu si videla. Ja. Evo, ja. No, in Jasmina se ukvarja s temi terapijami medeničnega dna in sva šla tja, da je preverila, kakšne so pač najne mišice. In v bistvu to tako deluje, da nam je dala not za tiste gledalce, ki ne spremljate na Instagramu, čeprav ne vem, zakaj ne, ker pa zamujate vse te zanimive dogodivščine, tako da lahko followate na Živi Lucija tukaj. Ampak tja sva šle in pol nam je dala ona eno tako napravico noter, pa še vsak svojo dobi. Jaz sem mislila, da ona to vmes upere in sem si mislila, to mi ni všeč. Vse ginekolog tudi opere sonda. Ja, se vem, sam pač mi ni všeč to. Ja. No, in dobiš svojo tako igračko, no igračko, ni igračka, pripomoček je medicinski, ki ga daš, sam si ga daš noter parnje, to mi je tudi všeč. In pol se uležeš najprej na mizo in pol stiskaš pač te mišice in pol tako vidiš tak graf, kako se pač stiski vidijo, pa še igraš tako take igrice, imaš neke take, jaz sem imela enega tazga astronautka, ki je pol lovil ti neke planete. In point je v tem, da sem se naučila zdaj pravilno izvajati keglove vaje, pa drugače sem jih že prej bolj ne proizvajala, sem zdaj saj točno vem, da sem jih proizvajala. Kaj na začetku, ko sem delala keglove vaje, sem mislila pač, da je najbolj point, da ti stisneš nožnico. Da če ti zdaj anus zraven stiskaš, da ni prav. Ja. Ampak ni prav, če stiskaš trebušne mišice ali pa stegenske mišice, medtem ko vse od anusa do pač tam nožnice, do v bistvu še tam, ko imaš sečnico. Ja, sej med anusom pa nožnica je še zraven. Ja, sej pač to tudi še zraven. Ja. Vse te mišice so pač mišice medeničnega dna in vse to moraš potem stiskati. In tako je pomembno, da stisneš, kakor sprostiš. In to je povedala, da ima veliko ljudi problem s tem, da ne sprostijo dovolj. In v glavnem, jaz sem zdaj izprobala te keglove kroglice. Ne da rabiš nujno tak pripomoček za to, da delaš keglove vaje. Lahko pa je dobro na začetku, ko se še učiš, da čutiš, da pravilno izvajaš. Zato, ker čutiš, kako se v bistvu, tako, kako jih noter vase posrkaš. Ker point je, da tako stisneš in jih tako grejo gor in pa sprostiš. In to pač v leže delaš. No, jaz sem v leže to delala in
tle imaš v bistvu ti neke različne teže, jaz se s tem še nisem igrala, ker se mi zdi čist dovolj samo, da se uležem, da si dam noter, da stiskam in sproščam in imaš potem res ta občutek nečesa. Tako, nekaj noter. Tako da ja, zdaj sem to sprovala in sem ful vesela, da treniram svoje mišice s keglovimi vajami, da bo pa še boljš vse skupaj. Pač to je dobro zaradi tega, ker vse te mišice v bistvu držijo pač vse naše organe. Ker ko smo se mi, naprimer, to sem zadnjič na TikToku videla, ki je nekdo nosil svojega psa, tako nekega velikega psa, kot nekega zlatega prinašalca, kot v neki opravi, kot dojenčka nosiš, kot nek tak kenguru. In pač je bilo ful komentarjev, koliko je to slabo za psa, ker pač oni nimajo teh mišic medeničnega dna tako razvitih, da lahko suportirajo vso to težo organov. In če so oni tako gor na dolg časa, pač je to slabo za njih, ker oni so pač na 4 nogah in oni imajo pač trebušne mišice bolj močne, da vse to držijo. In sem tako, wow, sploh nisem pomislila. To je najboljši fun fact, kar sem slišala dolgo časa. Ja, in mi smo se pač razvili čez stoletja, da smo pač šli na zadnje noge in da so se nam mišice toliko okrepile, da lahko to delamo. Tako da ja, v glavnem tole je tisto od Satisfyerja, dobite jih na Pitchpopu in uporabite lahko do med nama 10 in meni se zdi pač super. Še bolj super se mi pa zdi, da greste prej k Jasmini, zaradi tega, da preverite, da sploh prav delate, ker lahko povem? Ja. No, da ti povej. Jaz ne bi nikoli vedela tega, če ne bi šla tja k njej. Tako, pol ti graf kaže, koliko stisneš, pa koliko sprostiš. In recimo Lucine mišice se čist normalno so sprostile čist do konca, moje se pa niso in je tako tle vmes ostajajo. Jaz sem sicer mislila, da sem jih jaz čist sprostila, ampak jih nisem. In pač jaz, ko sem doma vaje delala, sem skozi samo stiskala, nisem pa vedela, da se mi do konca ne sprostijo. In zdaj mi je Jasmina dala 3-tedensko nalogo, da vsakič, ko se spomnim, moram pač jaz res čist vse sprostiti, ker jaz vem, kakšen je ta občutek, če vse sprostiš, tako da bi te malo lulat. No in tu moram zdaj vsakič, ko se spomnim, narediti in pol pridem nazaj in bomo videli, če se čist do konca sprosti, ker ti lahko začneš efektivno te vaje zares delati šele, ko znaš to. Tako da bomo vedeli, kaj se bo zgodilo čez 3 tedne. Se veselim. Makes sense. Ja. In sem ful vesela, da sem šla. Drugače ne bi nikoli vedela in pa bi imela težave čez, ne vem, par let. Tako da. Preden nadaljujemo, pa mi da še darilo zate. Najprej naj pove, katero bi rajš imela. Ja, te si se pol ne boš dobila, ampak glej, tu je pa še. Ne, bomo se slišali. Tole, ja, ne? To je tvoje, sorry. Ja, tu vsak reče. Ne, bolj zato, ker pač tisto moraš telovaditi, ne? Ja. S tem se imaš pa fajn. True. Midve sva ti, to je prvo darilo. Hvala, ok. Ja. Lahko pogledaš, če češ. Zdaj lahko pa tudi ne. Nice. Ja? Nice. Ja, Ok. ja. Noter sva ti dali iz Pitchpop stvari. Tole je analni čepek za tiste, ki sam poslušate. Ja, s Se tako kristalčkom. prijetno smehli. Ja, to je definitivno ena izmed favorite igračk. Ok. Ja, ok. Ja. In pa še za partnerja. Predvidevala sem, da je moški. Ja. Sem dala en masturbacijski jajček. No, tega pa ne poznam. Ja, Kaj ki ga lahko... razložiš? Ja, to je tak jajček, ki je iz ful mehkega silikona in potem ga daš tako čez Ni iz penis. silikona. Niso te jajčki iz silikona, sam tok. Moram povedati. Ti jajčki niso iz silikona. Okay. Tak bolj mehak akrilski material je. Aha, Reels, ok. ok. In pol pač ustvarja, pol ga ti tako primaš, tlečeš čez glavico in pol ga potiskaš gor pa dol, not ima take strukture in pol ustvari tako zanimivo napetost na glavici, pa malo drugače, tako da lahko ga ti uporabljaš na njemu, lahko ga on sam. Tako, tako Nice, hvala, zabavna hvala. popestritev. Zakon. Pol imamo pa še Čak, tole. še mun lum je not. Ja, še mun lum? Mun lum je v noter. bistvu, pa se res. a poznaš drugače? Ne poznam tega brenda, uporabljam pa drugače menstrualne skodelice. Ja. Sem pa o tem že razmišljala. Tako da, eto. Me ful zanima, kako ti bo. Okay, ja, To je pa vem. menstrualni disk, Dobro. za tiste, ki pač ne veste. Je pa podobno kot menstrualna skodelica, sam da pride tako bolj ploščato in se... Pa ni na vakum. Ja. Mhm.
In lahko tudi seksaš s tem. Ja, to sem tudi prebrala, me res zanima. In je fajn. Mm, Jaz sem The probala in sem bila ful presenečena, da nič ni puščal. okay. In sem bila, res top mi je bilo. Tako da, Ja. Kaj pa za praznit? Ja, za praznit Za sem brala praznit- ful različne komentarje, teda to me res zanima. Kako pa se skodelca ti pravi? Celo daš ven in potem... tu tudi, kaj ne? Aha, tudi, ja, ne, ker je dve različni varianti poznam. Eno, da daš ven, pa sprazniš, eno pa sem vmes, ko greš nula, da se prazni samo. Tako da... to ne jaz vem. še nisem čisto naštudirala, če sem Okay. čisto iskrena. Jaz sem do zdaj enkrat to imela. Zdaj sem glih menstruacijo dobila, tako da nisem imela zdaj sabo, ker sem na Parjanu tele Mun. Munluma, ampak ko pridem domov, bom zdaj to dala si noter. In ko jaz to naštudiram, kako se pravilno prazni in kako se nos, da pač ti res cel čas drži, kar meni je na začetku mal, Mhm. pač enkrat sem imela do zdaj in pač ko sem imela več ur noter, mi je začel mal puščati. Mhm. Ampak jaz mislim, da je sam problem, da jaz nisem si pravilno noter dala. Mhm. Ker sem se pa tudi pogovarjala s to punco, ki ima to in je pač rekla, da eni rabijo nekaj časa, da se naštudirajo. Mm. In tudi eni za, naprimer, Tudi menstrualne skodelico rabiš, skodelice, ja. ker jaz menstrualno skodelico sem takoj naštudirala. Jaz je pa ne In sem po morem mojem uporabljati, razvajena, recimo, ko meni bo to tako, da jaz sem dala to not in jaz Ja, sem šla to je kar to. prvi teden na morje in je Ja, bilo ja, vse v ja. redu, a veš. Jaz pri menstrualni skodelici sem recimo ful časa rabila, da sem poštudirala, da če malo pušča, da imaš premalo velikost, da moraš dejansko menjati na večjo velikost. Tako da po porodu recimo se mi je to spremenilo, ne? Pač hočeš nočeš, je potem razlika. Teda se mi je skozi pač čisto malo puščala, jih to, da pač ne moreš brez ničit. Zakon imam pravo velikost, je recimo v redu. Ne? Okay. Imam pa dosti ljudi tudi, ko pač pravijo, da jim je ful neprijetno in ne morejo nositi. ne. Mene ful Rekla, ja. boli in un paštek me ful mot in vse Torej, narobe. ono sem odrezala. Ja, jaz Bo to. skočil s malo. Meni je že skodelica, jaz imam tako nizko maternični vrat, da mi je čist tako nimjak. Pa ta vakum me tako zateguje, se mi zdi, pač ne morem, sprav ne morem jih. No, tako. Še dobro, da obstajajo različne opcije. Ja. Vse nekaj. Drugače, jaz sem tako vesela, da živimo v današnjih časih, ko Govorim. imamo vse te opcije, ker jaz, ko berem, kaj so včasih uporabljali za menstruacijo, me kar glava boli. Tako da, hvala Bogu za to Mhm. moderno tehnologijo, res. Pomalo pa še tole od Luxury Intimate, to je pa intimno olje, Likondiša, znam reči. Hola. Je pa full fajn za pač vsakdanje uporabo. To si samo namažeš, lahko, ali jaz si narediš zvečer po tuširanju. Lahko se uporablja tudi kot lubrikant. Zdaj sem kot lubrikant to sprobala vrhunsko. Ja. Pač 110, to je fajn, to je prijeten občutek, to je mazljivo. Lahko dejansko gre tudi v nožnico, pomaga proti netjem in tako da. Ful dober, jaz si pa obraz tudi s tem mažem. Ja, Res. lej, bueno. In je ful dober. Mene drugače tako Evo. iritirajo vse kreme in vse me iritira. Ja. In pol so zadnjič punce bile tle in so rekle, da lahko kar čas s tem narediš. Pa sem dala na obraz. Ja, se glede na to, da je narejeno za najbolj občutljivi del Ja. telesa. Ja. Ne. Ja. Dobro. Okay. Zdaj imamo pa malo končno, mislim, zdaj smo končno prišli Ja. na glavni del. In to je buduar fotografiranje. Zdaj nam prosim povej za vse tiste, ki mogoče prvič slišijo za to, kaj za vraga sploh je buduar fotografiranje in kako si se ti s tem začela ukvarjati. Okay, torej, boudoir je intimna ženska fotografija. Je senzualna fotografija v spodnjem perilu. To je specifično boudoir. Ko sta se prej dotaknile golote, tisto je akt. In kot tak je ena podvrst boudoirja, lahko rečemo. Ampak večina mojih strank vseeno pride najprej na boudoir in tu potem se kdo še odloči posebej za akt. Kako sem prišla jaz do tega? Jaz se s fotografijo profesionalno ukvarjam cirka 7-8 let. Vsako leto se mi zdi, da isto čas. Se moram popraviti. In jaz, ko sem začela, sem vedela, da pač sem probala družinsko fotografijo, sem probala vse, kar pač probajo vsi. Ampak pač mene je vedno vleklo, že od malih nog, od srednje šole naprej me je vleklo bolj v erotične vode, hočeš nočeš. In pač skozi fotografijo je pa to nekaj, kar dejansko lahko izživim ne samo za sebe, ampak pač dejansko pokažem ljudem, oziroma ženskam, kar jaz vidim v njih, kar v bistvu same so. Ker me smo, po moje, in zaradi vzgoje in zaradi družbe naravnane tako, da pač iščemo vse, kaj na nas ni v redu, pozabimo pa to, kaj je na nas dejansko lepega in kar recimo naši partnerji ali pa prijatelji vidijo v nas. Ne? In nekdo, ko pride k meni, moj cilj je, da vidi točno to.
da pač skozi fotografiranje že dobi ta občutek, da je lepa, da je kraljica, da se počuti seksi, da se ima fajn, da je sproščena, pač to mi je cilj in potem, ko dobijo fotografije, ponovadi so reakcije res ono, wow, to sem jaz. In pač to je to, kar jaz hočem. Jaz pač s tem, ko sem začela to delati, sem pozdravila tudi pri sebi to rano, to, nisem dovolj dobra, nisem dovolj lepa, pa to pač si nisem všeč in ful dosti žensk pride s tem k meni, ampak že skozi samo fotkanje v bistvu malo pozdravijo ta del sebe in se mi zdi, da to je tisto, kar lahko jaz z Boudoirjem dam dejansko ženskam, no. Tak. To si pa tako lepo povedala. Joj. Jaz sem drugače enkrat šla na to Boudoir fotografijo. Ne, da sem šla že 2-krat. Hvala. Ampak je bila fora, da jaz se nikoli ne bi za to odločila, če se ne bi pogovarjala z eno punco, ki mi je kazala svoje slike Boudoir in je rekla, koliko je to dober, da je ful vesela, da je šla, da polka bo stara, bo lahko gledala te slike in se spomnila, koliko je bila seksi. In ona si je šla prav razviti te slike, tako na take res velike. Jaz jih še zmeraj nisem razvila, pač grozno. Ampak prav inspirirala me je takrat in pa sem videla na Instagramu tako eno reklamo za neko Boudoir fotografiranje in sem rekla, veš kaj, jaz to grem. Pač jaz grem to probati, jaz bi to rada imela in sem šla in mi je bilo the best in sem kar tako in zdaj jaz to imam. In tako res tako lepo vekovečiš tako nek sebe v nekem času, pa takrat sem bila tako še, malo sem bila, jaz sem mislila, da bom lahko šla kadarkoli, ona je imela tisto ponudbo in sem bila tako, jaz bom šla čez ene pol leta, jaz sem zdaj natrenirala in bom bila perfektna in rekla, ne, to velja zdaj ta mesec, moraš zdaj pridati. In sem bila tako, joj, pa jaz zdaj nisem natrenirala, pa lepa, pa suha. Pa zdaj gledam si te slike, pa sem tako, pač čisto super sem. Čisto super sem, pač kaj bilo pa zdaj drugače. To je. In res ujamete tako tisto najboljš, kar je. Ja, jaz pri svojih strankah tudi folosikrat slišim, te zdaj že 1 leto spremljam, zdaj bom res prišla, ker v 1 letu nisem naredila nič, kaj sem si rekla. To je najbolj klasično, res, kaj slišim. In dejansko pač, ni toliko point, da se zdaj ti natreniraš in ne vem, kaj se, ampak da dejansko pač točno tako, kot si lep, pač lepa. Tako govorim nasplošno. Tudi pridejo moški drugače, se kdaj fotka, da veš, da potem nasplošno govorim. Ampak ja, pač ženske imamo sploh to, da pač, ne vem, bomo lepe, ko bomo najprej šle 1 mesec ali pa 2-3 mesece v fitness, ker potem se bomo malo natrenirale in bo to, ne. Zdaj pa jaz potem vsem povem, da pač ne rabijo, ne, ker jaz imam eno čarovno palčko, kjer se reče pač Photoshop. Tako da naredi se tisto, kar mislim, ne kar bi naredila drugače telovadba, ker vseeno telovadba je ful zdrava, ne bomo rekli, da ni, jo je treba delati. Ampak ja, mislim, pač jaz to vsem razložim, ker se sekirajo, ja, se bo videl celulit, pa se bo videlo tisto, pa se bo videlo ono. Pa imam tu preveliki trebušček, pa tu mi ne vem. Pri modrčku mi čudno stoji, sem da glej. Ti se to ne sekiraš, to naredim jaz, ne, zato to je moja služba. Meni je važno pač, da prideš in se imaš fajn. Vse ostalo kliki, pa bo to, v bistvu. Ni pa zdaj ono, da bom jaz spremenila celotno obliko telesa, ne, daleč od tega, pač ohranimo osnovno obliko telesa, je pa pač res, da ko si ti obličeš neki modrček, pa če te pozadje tam tiščalo, zakaj bi jaz tisto pustila, da ostane tak, če lahko popravim in dejansko potem to, kar boš ti videla, je to, kar jaz vidim v tebi, to, kar vidi tvoj partner v tebi, to, kar vidi tvoja prijateljica v tebi, ne? Ker noben drugi ne vidi, kak ti modrček stoji, to vidiš samo sama, ne? Vidiš pa tisti nasmeh, tisti žar v očeh, pač tisti seksi aspekt tebe. Pa ti daš oblačila ljudem, ki se pridejo slikati, ali si sami prinesemo? Ne, dejansko nimam nič pripravljeno. Vedno povem, da naj gredo ženske same v shopping, ker je ful pomembno, da si najdejo nekaj, kar je njim všeč, pa tudi kar jim paše. Zdaj, da pride nekdo, pa si od prijateljice sposodi, pa si prej ni probal. Smo že imeli take primere, smo rešili take primere, ni pa idealno, ne. Ker pač recimo to, kaj je tebi všeč, ni nujno, da bo Luciji všeč, ni nujno potem, da bi na meni lepo stalo, ne. In zdaj, če bi jaz hodila med garderobo, tako kot recimo ima v Ameriki, tega je ful, to pomeni, da lahko imam tako veliko sobo, kot je ta cel prostor tu, ne. In različnih številk in različnih modelov in barv in vsega. Tako.
Plus, da sem ugotovila, da je ženskam ful všeč, da imajo izgovor, da gre v shopping. Tako da. Okay. Ja. Pa še dodaten bonus, ko pač ti partnerju daš te fotografije, tako jih lahko daš tudi v tistem perilu, ne? Lahko uporabiš Love pač, hacks. ne? Trgač, nice. Okay. Iz katerega razloga se pa ponovadi odločijo ženske? Zakaj največkrat pridejo? Ali za sebe, za spomin, ali za partnerja, ali za partnerko, za darilo, za presenečenje, ali kaj drugega? Ja, v bistvu oboje. Ali za sebe, ker hočejo vekovečiti, ne vem, kaki življenjski milestone, recimo pred nosečnostjo, pač ali pa po nosečnosti, ker so se jih natrenirale in pač so tako, ok, wow, jaz to ful želim. Ali pa ful dosti imam primerov, tipo za 50. obletnico pridejo. Ja, jaz tako, jaz se zdaj ful počutim ženstveno in jaz hočem imeti te slike. Pač to mi je carsko totalno. Pomaž pa tudi to, da pridejo in dejansko za partnerja za darilo naredijo fotke, ker pač vejo, da bi si on tega ful želel. Pridejo za to. Dosti je tudi tega, kaj si ti rekla, da si pri prijateljici videla. Tudi to marsikdo pride in reče, ja, veš, se je šla kolegica k tebi fotkat, je bilo ful dobro, pa se nekaj prijem še jasne. Tega je ful. Ja, to po moje, to ja. Pa pridejo prestrašene, recimo jaz si predstavljam, da če bi jaz šla, to bi bil cel protokol, da ti mene spraviš do tega, da se jaz sprostim. To reče vse. In pol se vedno izide. Tako. Ne, se je normalno, pač je normalna človeška narava, da kamorkoli ti prideš na novo, da te je malo nerodno, da si malo uneasy. Sploh, če prideš nekam, ker se boš pač slačil, tudi če je samo spodnje perilo. Ni nam problem iti na plažo, večini ne, no. To je pa vseeno nekaj drugega. Tako da, recimo, moj studio je v osnovi narejen tak, da imaš ti občutek, da prijaš domov. Je res pač full cozy, so tam stolčki, je tam kavica, klepetamo, je potem noter posla, kavč, res. Pač moj studio vsi pohvalijo glih zaradi tega, ker je taki občutek domačnosti. Pač tudi ne manjka ne glasbe, ne nič. Zdaj pa mene, ko ste zaenkrat že spoznali, pač kot vidite, jaz dosti govorim, dosti smejim. In načeloma mislim, da to ful pomaga k temu, da pač ljudi sprostim. Plus, da potem se še mečem po tleh in kažem poze. In kako mora kaj izgledati. Pa še vedno vmes obrnem fotoaparat in dejansko pokažem, kaj smo naredili. Spravi, tudi se vidi razlika ti, ko prideš pa tistih prvih par fotk, ki si malo bolj tak. Zato recimo se na začetku vedno valjamo po posli, ne? Valjaš se. Sem v množini vedno. Se pravi, malo na hrbtu, malo na trebuhu, tako da se sprostiš, da nisi zdaj takoj, ja, pokaži mi joške, ne, varianta. Pač, realno. In potem je večinoma tak, da prideš še želja, da bi naredila pa še to, pa še ono, pa še tisto in tudi pride do tega, da imaš se kjer na koncu, ti ima kaj pa brez modrčka, bi tudi lahko kaj naredila. Tako da, ja. the best. Ja. Ej, pa poze pa ti nas vse naučiš. Tako, jaz vodim Jaz čisto... ne vem nič vedeti. Ne, nič. Pride kdo kdaj, ko reče, pač, jaz bi točno to sliko iz Pinteresta, ko motne, Se pravi, lahko si izberemo inspiracijo in pridemo in boš nam pomagala to narediti. Ja, lahko je moodboard, pa lahko po moodboardu naredimo. Mikrofona ne tepamo, tako sem ga tepla jaz. Ja, drugače pa vedno se vodim, vedno se povem, vedno se pokažem. Ko pač imam skozi leta, sem taki veliki nabor, dejansko posma v glavi, da tudi glede na tip ženske lahko potem povem, kaj bi pasalo in kaj ne. Ker pač nista dve ženski enaki. Tudi če prideta recimo dve ful suhici, nino da, recimo, kaj sem čez skozi leta ugotovila, je, da pač je gibčnost pri ženskah ful različna, ne? Obvious. Ampak meni se zdelo pač, da se smo vse ful gibčne, ne? Pač, ker sem izhajala iz sebe. In pol pač je ena poza, kjer ležiš na hrbtu in si ful... To je tista, se vam pokažem. To je ful tista tak, veš, joške take zadeve, ne? In smo tako malo stolo vsi naredijo, ne? Ne more tega vsi narediti. In pol imam jaz eno idejo, kaj bi naredili in pol dejansko glede na to, kaj ženska upa narediti, upa, se spet. Veš, kaj imam problem, ne? Odkar živim na Primorskem, uporabljam besedo upati, kot ali lahko. Kar lahko lahko naredi.
In potem temu primerno pač prilagodim. Ne? Zdaj, če jaz predlagam eno pozo, pa vem, da ne gre, potem iz iste poze recimo izpeljem kako drugo zadevo. Pač vedno je cilj, da iz vsake zadeve, ki jo naredimo, dobimo nekaj, kar bo potem tebi ful všeč. The best. A pa si opazila, da so ženske potem po takem fotografiranju pač bolj samozavestne? Definitivno. Ja, pač že grejo s tem, da so se imele ful fajn, tako me čakajo fotke, to, kar so videle, mislim, je bilo ful wow. Plus pri meni je tako, da ti na koncu dobiš galerijo, iz katere si sam zbereš fotke. Spravi, jaz ti ne bom zbrala, kaj tebi všeč. Teda pol imaš tam tistih 150-200 fotk, kjer se lahko preklikaš in si zbereš, kaj bi in kaj ne bi. In te je skazalo ful superno. Koliko jih pa ponovati zberejo? Jaz imam 3 pakete na voljo, se pravi 5 fotk, easy, da si sam, da tisto, ko prideš sam poskusiti, pa še nisi ziher, da bi pač zdaj dost financ investiral v to. Pol je srednji paket, ki je najbolj popularen, tam je 25 fotk, jih imamo pač malo več in pol imamo veliki paket, jih mislim, da jih je 35. To je pa ful fotk. Kaj ni to ful velik? Je tako, sem ugotovila, to je neka... Veš, kak je? Če ti prideš samo probat, ti je 5 fotk ful preveč. Ne? Večina pride pa potem, da bi že imela nekaj fotk in zdaj, pač ker v ostalih paketih imam manj fotk, recimo. Ne? Ma pri Boudoirju sem ugotovila, da imamo rada, bi še to, bi še ono, bi še tisto, veš, in potem je teh 25, se mi zdi res neka taka zlata sredina. Ker pač jaz ne delam samo full body shotov, ampak se res trudim narediti full detaljčko in full različnih stvari. In potem si izbrati 25 fotk, recimo iz 150, rata, kar problem. izziv, Ja. Ok, top. Ja, mene si mogoče prepričala, no? Drugače se mi zdi tu full stresno. Ja, mislim, nimam teh izkušenj, pač nobena ni rekla, da je bilo ful stresno. Tako da vse so bile zelo zadovoljne. Tudi opisi, mislim, ratingi na Google pravijo, da so zadovoljne. Top, the best. Teda, ja. A boš pokazala pol slike, ko bo šla? Ja, tle. Ena epizoda bomo samo stari ne Boudoir slike. Ja, vseh 150. No, prešli. Rekla si, da tudi moške slikaš. Kako pa je s tem? Koliko je drugače moškega slikati pa žensko? Ker moraš sprva ugotoviti, za koga rabi on slike. Se pravi, je straight ali gej. Zato, ker iz tega boš potem delal fotke drugače. In če je gej, hoče imeti bolj na moško, se pravi bolj moške poze, hoče imeti bolj ženske poze. Ker je ful odvisno, kak ti človeka postaviš. Ne? Ali ga boš dal tak, ali ga boš dal tak, recimo. Ne? Ramena so razlika, poza, drža, mislim, vse te zadeve so ful drugačne. Da najprej moram ugotoviti to, preden lahko sploh grem dalje. Potem pa je načeloma protokol enako pri ženski, pač jaz vodim cel proces, dobi fotke, zberem, to je to. Je pa ful manj popraševanja po moških, oziroma dosti je ghostanja pri moških. Ja, je tako, no, jaz bi in potem zginejo. Ali pa imaš, tu smo pa zdaj v fazi zgodbic. Recimo popraševanje za masaže, da izvaja masaže in če lahko pač fotkamo masaže, ni problema. Če lahko jaz zrihtam model, ni problema. Jama, da on bi rad tudi fotke medtem, ko modelu pride. Medtem, ko kaj? Modelu pride, ko doživi orgazem. Pač ženski model, ki ga on masira, ne, da ona doživi orgazem. Ok, ni problema, za vsako ceno se da pač dogovoriti, pač, ni problema. Sem ti bi mogla zrihtati tega modela? Ja, čakaj, nismo še konec. Ali sem ta model lahko jaz? Ti? Jaz. Ti bi slikala in bila model obenem? Očitno. Kako pa bi to šlo čez? Ne vem. No in potem se je zaključil pogovor. Potem smo imeli še enega gospoda, ki je pisal, da on bi rad imel slike sebe, ok, pa bi rad imel akt, ok, ampak da on rabi nujno slike medtem, ko njemu pride. Ok, to je moja cena. Ga ni bila. Koliko je bila cena? 2 €. Ja, valjda, mislim, halo. Ja, lej, ni problema, za denar se lahko zmenimo vse. Jaz sem zdaj prav ugotovila, pač sploh nisem pomislila, koliko imaš ti dela, sam s tem, da se ti dogovarjaš z ljudmi
In potem nič ni iz tega. Ja. Pač ti porabiš toliko enih ur svojega življenja, zato da si. Ja. Ja, jaz sploh na koncu nič nimam iz tega. Ampak, o moj bog. Ja. A veš, to je ono, ko ljudje mislijo, da ti sam tam malo pofotkaš in pol ful računaš. Ja. Ampak ne, Ja. ti se moraš pol še s takimi ukvarjati. Ker ti Ja, meni pišejo so zabavni, in pol meni so imajo neke, zabavni. pač, pa meni se, super, ampak dej pol follow through, pač Ja, ne me zdaj ja. nekih pričakovanj, da kaj boš, ti tle imel neke pač posebne želje in kaj, še za ston ti bo, še plača, najbolj, da še plačaš. in Pol bo boš to, še da sperma lahko mogla gledaš. potlej brisati tam. O moj Ta bog. scenarij je bil v moji glavi zdaj. Bi bila pa dobra fotka, če bi tako ujela, da bi bila sperma tako v zraku. Ja, to je bilo ful dobro. Ful, Ja. ne? To bi mogla, po mojem, Ja, ja. to je on pričakoval. Ampak si predstavljaš, da sta, joj, mi je gliza štekala baterija. A gremo še enkrat? Ja, pa bi rekel, da ne more. Je bila jutri. še Jurija zraven. Po mojem bi mu bilo pa top. Bi rekel, ja, ok, počakaj pol ure, da se jaz malo. Ja, pa gremo. še čakala bo pol ure. Ja, sej, ampak Ja. Ja, se zračunam. Ja, je dobro, če bi ti zajebala, ker bi ti zmanjkalo baterije, je pol na tebi. ja, pa bi mu mogla pomagati. Ja, A, ne. Stara. Se pa na zadnje popraševanje, ki sem ga imela, me je poklical nek stric iz Celja, mislim stric, pač nek gospod iz Celja, da če delam, da bo dvar, da bi prišel njegovo ženo na dom fotkat. Ja, ni problema. Da če delam tudi pare. Ja, delam tudi pare. No, 45 minut kasneje bi ona dva rada imela posnet pač pornič. In pofotkam pornič. Ok, ni problema, taka pa taka je cena. V redu, se slišimo, čez pol ure vam potrdim. Mhm. No, od tega je zdaj že par mesecev, tiste pol ure. Tako sem bila 45 minut. Ampak fotke med seksom, ker si ne moreš tu postaviti kamero, pa da se samo Pa niso fotka. tako lepe. Ja. A ja, Ne vem. Tak dan, a veš. kakšne so pa lepe fotke seksa? Kakšne pa moški hoč? Kakšna je Pa pa za nisi ti moškega nikoli na lepa? Tumblrju Kaj- gledala kaj- lepih fotk od seksa. Ne vem, Lucija. Jaz, ne vem, točno. Ne predstavljam si, da ti nek moški piše, to je meni scam alert. Da ti moški piše, da ga fotkaš med seksom. Ne sem me klical. Sem me klical, 45 minut smo se pogovarjala. Telefon. V tem času mu je že prišlo in pol ti ni odpisal. Pa tu se Kaj jaz pa ne sta se hecam, pogovarjala tudi dolgo tako delajo. časa? Ti pravim. O seksu, ne? Ne, mislim, ja. Ja pa ne. Kako bi to vse skupaj izgledalo, kaj bi on točno rad imel pofotkano, pa posneto, kot je. Pač, dejansko isto zvenelo, kot pač, če imaš s parom za poroko sestanek preko telefona, kaj si želijo pač imeti na poročni dan pofotkano in kak je bo zdaj končni produkt. Dejansko od vseh teh povpraševanj je ta še bil najbolj legit. In sem samo potem prav razočarana, da je rekel ne, ker pač... Nisi mogla. Tebe že zanimalo, ti si bil že tako, to bo pa zanimivo, ful dobro. denarčki, le, to je to. Pa kaj, 3 ure imamo na rode, Ejoj. veš. Poroke fotkaš? Ja. A si Tudi poroke delam, ja. Primarno bodvar, fotkam živali, pa poroke, nekako te 3 zadeve imam. Živali. Ja, koške, pokojničke. Na to boš prej prišla, ne? Na kuška slikati? Ja. Ja. Jaz glih sem zadnjič razmišljala, da moramo, Kamavi je že tako starejša, mislim starejša, 11 let je stara. Ja, in jaz rabim neke fotke. Ja. Da Pejdi, pa- pridi. Ja. Boš probala to in pa boš videla, kako sem fajn in boš prišla še na bodvar. Ja, lahko pa bojo skup. Mavi, gora. Recimo. Tu ne gre. Vse se da. Ne, tu res ne bi, tu sem se hecala, pa ni bilo primerno. Mislim, lej, Pa če, saj zakaj pa ne če bi? se bi oblekla, recimo v kakšen korzet s petkami, sem že delala tako varianto. Pa se Je če je imela dva mavi gola, pitbulla. Ne, takih stvari jaz ne bi nikoli nosila. Jaz, če se grem fotkat, bi se naga fotkala. Akt. Jaz sploh ne nosim, recimo, spodnjega perila, tako zares pogosto, tu mi je nočna mora pomisliti. Tako da, Ok, nice. kako je pa, ko slikaš pare? Bodvar. Ja, bodvar pare. Odvisno od para. Če je kemija, potem sploh ni panike. A kdaj ni kemije? Mislim, ja. Si misliš, da da tudi človek, da ni če greš kemije. na budoar fotografiranje za pare, da bo kemija, no? Prosti. Ja, mislim, pač moški po defaultu se ne marajo slikati. Moški po defaultu se grejo slikati, ker ženska hoče, da se slikajo. Aha. Ne. In
pa so oni tam pod prisilo in pa jim sploh nikoli tako. Tako. razumem. Sicer dobro, pri Bodvarju se da, pač ker potem jaz sem okay, se bomo lupčkali, zdaj tu tam roke in potem se slejko presprostijo, ne v redu. Ampak ja. Jaz sem pozabila, kaj Jan se tako skozi hoče, on bi se slikal, ne, to ni problem. No, zdaj se ne bi, ker nikao zrezan dosti za svoje, ker takrat, ko sva šla enkrat, ko sem imela jaz na zadnje slikanje, so se pa še neki skupaj slikali, ampak je on rekel, da on se bo oblečen slikal, ker on trenutno ni zadovoljen. Ampak razumem. A ti je drugače kul tako pare slikati, ali ti je bolj že ženske? Isto, je pa realno parov, ki pride ful manj kot pač žensk samih. Se mi zdi, da tu je tudi mogoče še vedno ena taka siva cona / tabu pri nas. Pač Amerika je to pač nujno, dajmo narediti. Pri nas je to tako, se že vsi malo bojijo. Sploh pač, če bi šlo predaleč in bi potem moški imel problem. A to jih sfotoshopaš pol ven, če imajo problem? Če imajo erekcijo. Sorry, erekcija. Čisto po želji. Če hočejo če hočejo ne. Pač, zdaj, brala sem enkrat v eni ameriški poročni skupini, da se na poročnem slikanju ženin ustal portreti in da je potem mogla to photoshopirati stran. Jaz takih primerov še nisem imela. No. To sem te zdaj hotela vprašati, ker sem jaz tudi na TikToku videla, ker je ena rekla, da je potem to ven photoshopirala. Joj, bogi moški. Skozi lahko preseneti nekaj to. Ampak kaj ni to? Ko bi bilo cute, da bi imela po roki to. Ampak na slikah pa mogoče njih ne. Ja, na slikah. Zato, ker pa bi pa vsi to tako se na to osredotočali, pa mogoče ni glih treba, da je to showstopper. Ampak na Bodvarju bi pa se pusti, ne? Jaz bi pustila, jaz tudi, Ker pač laj. Ti pa tako govoriš o tem, kot da je to vse tam najbolj normalno. Ni panike, če ti ostane, lahko ste nagi, lahko seksate, lahko kar hočete, lahko, lejte. Jaz pridem po fotkam, vse zrihtam. Ful dobro se mi zdi. Vi sam kartico prštimite. Lahko te roko. Ful dobro se mi zdi. Zaradi tega, ker vidim, da se pač ne delaš tu neki, da je tebi prijetno. Pač tebi v redu, dajte se lupčka, dajte, ker jaz že, če vidim nek par v javnosti, da se lupčka. Meni je že tudi tako malo, dajte raj v hišo se lupčkati. Ker nekaj mi je tu ful rada, ne bi se tako počutila. Ampak vidim, da je tebi pa super. Veš kaj, jaz delam že toliko časa v tem, plus da jaz realno moram te gledati, ko to delaš, da najdem tisti kod, da najdem tisto sliko, za katero lahko rečem, to je meni všeč. Ker če meni ni všeč, jaz pač za sliko, ki je dejansko umetnost, ne morem stati. In zato pač take fotke ne bojo šle v izbor. In potem pač ne se tudi, da koga ostavim, rečem, ne tak lupčkat, lupčkaj se tak. Ali pa zapri oči, ko se lupčkaš. Prosim. Če veš. Školiko ljudi se lupčka z odprtimi očmi. A pa to misliš, da so živčni, da se, ali da se pač normalno? Tega imaš na porokah ful. Pač vsakemu drugemu ženinu rečem, ne zapre oči. A pa to je bolj pri moških problem, da ne zapre oči? Ja, večinoma pri moških, To je razloci. Paj. A ni to tako mal narobe? Mislim, da bi mogle biti zaprte očke, če so lupčke. To smo videli v filmu, da mora biti zaprte. Jaz sem enkrat probala, da imamo oba odprte z bivšim. Pa ni bilo tako slabo. Ne, pač ne, mogoče malo. Sej je smešno, zato ker smo se naučili iz filmov, da je smešno, ampak drugače pa čisto normalno bilo. Jaz se drugače kdaj lupčkam tako z odprtimi očmi, ampak tako za forico. Pač ne tako, da če se tako res strastno poljubiš, imaš zaprte oči, ampak včasih se pa tako malo lupčkaš, pa imaš odprte, zato ker se hočeš malo gledati. Ampak na poroki, ali če reš na slikanje, se mi pa ne zdi, pač tako se mi pa zdi logično, da zapreš oči, ker je sensual. Ko si pa v posli, pa se tam neki, pa se si gofi, pa se pač valjda pač imaš da odprte oči, to se mi ne zdi nič čudenega.
Ampak na slikanju, pa na porogi, da se poročiš in ti daš prvo lupček in imaš odprte oči. Pa si me gledal zdaj cel čas zaprih, použive. Pa se ti zdi, da se ne moreš tam sprostiti. Pa si se res težko sprostiš. A ja, oči bolj zapremo, zato ker si sproščen. Jaz sem mislila, zato ker ti tak nič ne vidiš, ker si tako blizu, se nima veze, ali imaš odprte ali zaprte, razumeš? Ne, zato ker pol si tako bolj čutiš, kaj se dogaja. Ker če še gledaš, pol imaš ta dva čuta, ki mora naenkrat biti požgana. Če pa oči zapreš, se pa bolj veš, si No, jaz jih zaprem predvsem zato, ker sem videla povsod, da jih moraš zapreti. In tako mislim, da je prvo vseh. Da veliko ljudi tako. Ti si tako avtistična in ti pač se naučiš stvari tako, ne? Ja, ti si se tudi naučila, da moraš oči zapreti. Ja. Nisi kar sama šla in si kar zaprla oči. Pa ne vem, če ne bi jih tudi tako ali tako zaprla. No, se zdaj normalno, da zapreš oči. Vedno. Pa celo, da smo pa mi to študirali. Ponotranjili normalno. Ja, pač vem, kaj hočeš reči. Nisem nikoli tako študirala, da je to zdaj zaradi tega, kaj v filmih jih zapre. Ampak se mi je zdaj tako, je bolj tako čutno. Jaz zaprem, ker raj ne vidim to. Ja, okej, naprej. V redu, slikam te. Jaz sem našla eno zgodbico v Sarajevu prebrala. Ampak naslov je Moja žena in drugemu moškemu poslala buduar fotografije. In bi rada, da to skupaj pokomentiramo. Kaj narediti v tej situaciji? Izvoli, Sara. Ja, mi da pa se lahko pijeva ta sajt, ne? Star sem 28 let moški in sem poročen z ženo 28 let, že 6 let. Skupaj sva že 9 let. Imava 2 otroka, starega 2 in 4 leta. Moja žena mi je pred nekaj dnevi priznala, da je fantu, s katerim je hodila v srednjo šolo, poslala buduar fotografije z nedavnega fotografiranja. Rekla je, da je potrebovala nekoga, ki bi ji rekel, da je lepa in je vedela, da ji bo on povedal to, kar si želi slišati. Gre za zelo intimne fotografije. Na eni v pozi doggy style, zadnjico v zraku, kjer je praktično vse razkrito. Zaradi tega sem pripravljen končati najin zakon. Ali pretiravam? Povedal sem mi, da v trenutku ne vidim nobene možnosti, da bi jo odpustil ali lahko šel naprej. Ja. Tudi update preberem? Ne, še ne. Tvoj obraz je bil zdaj spet kusaran. Ne, še. Ja. Mislim, vsak ima svoje meje, ne? Veš, kak je to? Ja. Če je za njega meja tu, je za njega meja tu. To je ona tista, ki bi mogla pač vedeti. Zdaj pa, da išče potrditev pri bivšem. Ne, sem nekmu iz srednje šole, sošolca. Ja, ne, fantu, s katerim je hodila v srednjo šolo. V srednjo šolo, jaz sem hodila v srednji šoli. Ne, v srednjo šolo. Ja, sem to je tak. Če bi rekla, ajde, najboljši prijatelj, ki pozna njega, mogoče, čeprav zakaj je treba iskati potrditev pri drugem moškem. Mogoče je pa ona da te potrditve. Mogoče je pa problem v tem, da je ona hotela njega ljubosumnega malo narediti. Mogoče je pa on ji ne dal občutka, da mu je privlačna. In je bila ona tako, zdaj šla jaz na to slikanje in bom jaz, mogoče sploh ni poslala, mogoče sam rekla, da je poslala in je bila tako, da vidim, kaj bo rekel, a bo ljubosumem, pa bo bil tako ali kaj. Mogoče pa sam testirala ga. To sem zdaj pomislila. Ja. Pač prej sem tako, jaz sem imel vso pravico iti na razum z njo, ampak kaj pa on naredil, da se je ona tako počuta, da rab zdaj od njega potrditev? Zakaj pač ni imela ona od njega dosti potrditve? To gremo potem spet nazaj v otroštvo, zakaj sploh ona potrebuje zunanjo potrditev, ne? Zakaj se on počuti tako, kot se počuti. Veš, to je zdaj zelo kompleksna tema za še kakega strokovnjaka zravno potekniti v to analizo, ne? Je drugače, ker sem šla jaz na slikanje, ker sem bila še z bivšim. On mi sploh ni rekel, da bi rad videl te slike. Jaz sem prišla z tega fotografiranja, on je vedel, da sem prišla z tega fotografiranja, ampak jaz njemu nisem jih pokazala samo od sebe, ker sem tako, da vidim, če mi bo rekel. In mi nikoli ni rekel. Ampak jaz nisem šla pol pošiljati drugim tipom teh slik. Sej. Škoda. Tudi jaz sem šla pa na akt z bivšim in jih je dobil v albumu, ne vem, če jih je enkrat pogledal. To so pač bivši. Tu bi bil pa razlog za ločitev. Tu ne bi bil meni razlog za ločitev.
To je meni tako, zdaj sem prav razmišljala, pa sej si jo že ti videla nago, ne, če si jo ti slikala recimo. Ja. Ali pa, če bi bil nek moški fotograf, obstaja, zihar. Obstaja. Nekaj, ja. No, tudi tate je videl, pa moji možgani grejo tako ekstreme, pa sejte, pa nima veze, pol te lahko še kdo vidi, ne? Ja, Ampak zakaj imaš to pošiljati nekomu drugemu, da ti pove, da Sej, pač zakaj? sej tu, če bi dal v album, pa bi tam nekdo Lahko na rečeš cesti izgubil ta prijateljici. album. A ja, to. Veš, Ja. to, z tega vidika, zakaj mora biti drugi tip, ki ti pove, da si lepa? Ja. Mislim, jaz razumem, če dobi, ne vem, te res doma ful premalo potrditve in tega, samo potem, mislim, to je ful. Drugače, če recimo daš ti te slike razviti v fotokopernico ali kam se že da razviti te slike v fotostudia in pol pač ti moški tam, ki razvijate vid, ne, je drugače, kot da Tem ne pošlješ študiraš, ti. da je tisto tam video. A ja. Lahko pa one malo manjše razvita, veš, v Miller, kam imaš tiste Ja, se pa imaš gledati, da ni nobena Ja, kaka za tabo. ja, se to. Počasih je prav vrsta za te Ja, slike vidiš, razvijati, vidiš, pač ja. si ti, ja, nor. Oh. Ne, v tem primeru imata oba dva problem. On z zaupanjem in s tem, da očitno ji ni dovolj, in ona s tem, da išče pač zunanje potrditev. Ja. Pismo vedno sta dva, Vedno kriva. sta dva. Če moj partner ne bi teh vseh slik dal povsod, kamer jih lahko da, brez da bi izpadel čisto totalno zmešan, bi se je slošla. Ker VTF, veš, ko so zdaj ti trendi na TikToku, ki dajejo te poročne priče ženinu kao med poroko te slike. Kaj si misliš o tem? Se kakšno je pa to vprašanje? Meni se zdi cute, da imajo pa take reakcije. Je, Ne? meni je top, da pač imaš tudi dejansko nekaj takih stvari, ko se pridejo slikati in potem mu dajo na poročno jutro fotoknjigo. Meni je to bomba. Pa tudi imeli smo že variante, ko pač, se pravi, najprej narediš make-up pa frizuro in potem se oblečejo. Ne? In tu vmes sem potem tak, pridi, gremo še v spalnico in še tam me fotke naredimo, ki jih potem dobi pač naknadno sicer. Tega imaš ful. Ampak je vedno pač za njega, ne za nekoga. To pa je dobra ideja. Ja, moram biti še tvoj poročni fotograf, veš. Ja. Top. Ok. Ja, noč nimam več za reči. Update rabimo. Update. Tega, kar ti prever. Našel sem zakonskega terapevta in ji povedal, da bova šla oba tja. Trenutno še nisem pripravljen porušiti življenja najinih otrok zaradi tega. A terapevt mi bo morda pomagal to predelati ali se naučiti odpuščati in pripravljen sem poskusiti. Povedal sem mi naravnost. Če mi to ne bo uspelo, bo to zagotovo pomenilo ločitev. Tako da šla bosta na terapijo, ampak meni se zdi, da je on že kar na pol odločen. Jaz drugače sploh ne razumem, zakaj je to tak big deal. Jaz mislim, da tukaj je še nek drug problem odzadaj, ker to je tako unakaplja čez rob. Tukaj se nekaj mogel že nekaj časa vreti, ker to ne boš ti zaradi ene take stvari. Tako je, pač vse me vidijo ljudje, pa nima. Ne razumem, zakaj bi bil tak problem. Ja, mene zanima, kam imata še neke druge težave v zvezi. Sporočite nam. Imata pa 2 otroka že. Jaz sem otroci niso razlog za to, da ostaneš, veš. Kako niso razlog? Zato, da ostaneš v zvezi, ki ne funkcionira. Ne, absolutno ne. Hočem reči, da pač iščem razloge, kaj vse je lahko narobe. Pač 9 let sta že skupaj, kar je že kar nekaj časa, imata že 2 otroka, kar pomeni, da verjetno ne morata se toliko drugemu posvetiti trenutno, ne? Samo čakaj, se koliko so stari? 2 in 4. Bi bila Okay, pač 2, ja, ok. Še rabita 1 leto, da bo ta ven iz tega. Ampak jezna bi pa bila. Ne, Ja, se bi jih ja. ločila, pač tako, ja. zdelo se bi mi, da imamo veliko za porihtati, ampak ne bi se pa ločila. Tako da nekaj je še mogel zraven biti, ampak mu pa ploskam, da se je odločil pač za terapeuta. Hvala Bogu. Pač prav, kjer drugače postavljen moški. Našel sem zakonskega terapeuta in povedal, da bo oba šla tja. Ja, to je super. Pa to je točno to, kar hočemo mi od tipa. Da najde rešitev, da reče, to bomo naredili in rešili bomo in še tako postavil je svoje meje. Pač tako, hvala, pač odlična komunikacija, odlično postavljanje meja, odlično reševanje problemov. Pač tukaj v bistvu, kako je on to naredil, šolski primer, kako se pač stvari rešuje. Ja. Tako da v bistvu mu ploskam in se mi zdi super njegov način tega. Mogoče pa to nek ta blessing in disguise, pač to, da je ona zdaj temu tipu poslala, to je bil povod za to, da bo sta ona dva rešila njun zakon. Na terapijo, ja. Wow, Lucija, kako ste lepo zaključila? Disney story, the best. I love it. Ja, ful mi je dober, ker jaz, kad to zgodbo tako berem sama doma,
imam čist druge misli, ko pridem sem, pa me pa kar nekaj drugega pa sem kar tako, pa se to čist drugače, kot sem jaz prvič to brala. To moš tako ne trikrat prebrati take zgodbe, preden jih sploh bolj dojameš. V družbi. Če jih sam, bo scenarij koliko tako isti vedno. Ja. Ok. Mislim, da smo tole dobro predebatirali, tale buduar. Naj si prepričala, mislim, mene si prepričala. Jo, si še za poroko prepričala. Kjerako da ideja. Pa ne, jaz bom drugače zihar še kdaj šla na kakšne te, ker se mi zdi, tako moraš iti čez življenje, da pol primerjaš. Ja, veš, to. Tako ne, da ene 10 let sigurno moraš iti. Ja, ker dejstvo je, da ko bomo stari 90, pa bomo tu gledali za nazaj, si bomo ful lepe. Tu je enkrat ena. Ja. Kaj ne? Ja. Jaz trenutno ful razmišljam, kako bi ženskam to povedala, da ni buduar samo enkratno fotkanje. Pač lih to, kaj ste rekli, da pač dejansko se telo z leti ful spremenja. Pač pri 25 si ful drugačen, kot pri 35. Ne? In tudi pri 30 vmes si spet drugačen. In za tega, kje si, v kakšni službi si, s kom si, kdo so tvoji prijatelji. Pač. In zelo bi rada dala ven to, da pač ne pridem enkrat, pride večkrat, ker lahko res ful stvari naredimo in na ful različnih načinov. Ne? Jaz tudi pač pri svojem studiju probam, da ga razvijam, da je recimo ena scena je posla, druga scena je kavč, tretja scena je ena druga scena, ko jo imam. Pol ful imam rada buduar zunaj v naravi, sončnice, sivka, obožujem sivko. Imamo tam na Krasu gor eno tako lepo privatno polje in se da ful dobro delati. Morje. Delala sem en par v morju, to je bilo prav v Valenciji, to je bilo prav live. Da ja, to, pač dejansko imamo skozi leto toliko enih priložnosti, ki lahko uporabljamo za buduar, da pač, ja, treba izkoristiti. The best. Pa na snegu sem ga tudi delala. Ja. Okay. Koliko časa pa na snegu zdrži človek, preden ga začne tako preveč zepst? Ti 0 minut. Ja, jaz -10 na zike. Ne, se veš, kaj te sešne potem ne držiš ti 1 uro, so kratke, to je 15-20 minut, pa imamo vse narejeno. To je veliko. Jaz sem si predstavljala tako 10 minut max. 50. Mislim, če ti je res si lahko to 10 minutah naredi. Samo po izkušnjah je to 20. Ja. Jaz bi se kar zgubila v snegu, sploh se ne bi videla, kje se jaz začnem, pa kje se sneg začne, sem tako bleda. Bi te dali na kako drevo, bi se potem šlo. Pulaver. Ja, the best. Veš ti še kakšno vprašanje? Ful smo lepo predelali tole danes. Prav na vsa vprašanja smo odgovorili, ker sem jih imela jaz pripravljena. Bi ti rada še kaj dodala? Ne vem, mislim, da ne. Če se še kaj spomniš, preden zaključimo, imamo še igro Never Have I Ever. Okay. Si se kdaj že igrala Never Have I Ever? Sem. The best. Okay. Ampak dajte razložiti enkrat vsa pravila, da ne bomo kaj falili. Pač igrali se skupaj tudi z gledalci, tako da damo roko gor vsi, zato tega, ker lahko bi se pili z alkohol, mislim, tako da pijemo, ampak zato, ker pa ne bomo tle zdaj še pijani, še tu se nam manjka. Tako da damo pač prst dol za vsako stvar, ki si jo že naredil. Vsakič znova nov prst, če ti zmanjka prstov na eni roki, greš na drugo roko in to je to. Tako da za vsako stvar, ki si jo že, gre prst dol. Trditve so pa nikoli nisem. Tako da če si že, prst dol. Nikoli nisem poziral v perilu pred objektivom. A si kdaj, Sara ni dala prstov? A je ti sploh v perilu nikoli nisi, tako da... Ja, pa tu sem včasih, ko sem delala. A si kdaj... Aha. Pa si v bistvu. Ja, ok, vse 3 smo dale prst dol. Treba včasih kakšno še pod vprašanje dati, ne? Nikoli nisem partnerju podaril ali pa prejel za darilo sliko od buduar fotografiranja. Isa je dala prst dol. Podarili smo. Jaz pa nikoli nisem podarila v resnici. Ampak, ja, se imaš še čas, ne? Ja, se po moje bom. Jan bo cenil. Jan cen take stvari. Ja. Nikoli nisem pred fotografom poziral go. Isa je dala prst dol. Ampak tako pred enim drugim fotografom. Ja, moje prvo fotografiranje ever, tak profesionalno je bil akt. The best. Pa je vse ostalo sam še lažje. Pa mora biti profesionalni fotograf ali lahko Hana za faks fotkala me golo. Šteje.
Hana te je za faks, kaj pa je delala na Mogla faks? je narediti neki, ne vem, spomnim se glih, v Atenah smo bili in se spomnim, da sem mogla tako nekako čepeti za ene rože, pa neki, v glavnem, tu. Hudo. Ja. Nikoli nisem retuširal seksi fotografij. To lahko tudi svojih ali pa karkoli. Isa in Sara sta dale prst dol, jaz pa nisem nikoli. Čaj, da pomislim. Pač, pa pod retuširanjem mislim ne ono barno korigiranje, ampak tako, da spremeniš kaj. Ok, Sara in Isa. Nikoli nisem bil šokiran nad tem, kako dobro izgledam na sliki. Kako hitro smo dale pa tukaj vse 3 prst dol. I love it. Čakaj, druga roka. Nikoli nisem poslal ene seksi slike, pač iste, več osebam hkrati. Sara in Isa sta dale prst dol. Ona te prav tekmuje, kera bo odpele danes. Še zadnja. Nikoli nisem slike poslal napačni osebi. Seksi slike napačni osebi, po nesreč. Oh, nič. Nobena izmed nas ni naredila tega kiksa. Ja. Kar pomeni, da je Isa zgubila. In to ti pa niso povedale. Zdaj greš v zapor zaporedne. Okay. Ja. In boš cel teden tam z vsemi gledalci, ki so dobili toliko pač točk, kot ti, ali več, to se pravi 6 ali več. V bistvu sama ena nisi dala dol. Wow. Ja. Kaj nisi I naredila? love Na it. koncu. Na napačni nikoli- osebi. A, Ne. Ja, ja, Vse zajemala vedno- pa nisi. ne. Take goste imava rade, ki grejo v zapor. Te smem ukleniti. Ta čas pa lahko se greš lahko nazaj do mikrofona, pa boš povedala, kje te lahko ljudje najdejo in kje ti naj sledijo in tako naprej. Okay. Instagram, Facebook, klasika. Na TikToku sem, ga ne uporabljam nekaj dosti. Tako da najbolj Instagram, Isa Gauvin fotografinja. Zdaj v zaporu. Ja, ta teden jo najdete v zaporu, tako da. Ja, drugače pa veš, kaj ti še nisem povedala. Zadnjo skoraj 1 leto delam retušo študijskih fotografij za Listco. Tako da imam zelo, zelo dosti izkušenj z retušo. Okay. Ja. Kako si ta gig dobila? To sem videla, da si imela Ja. napisan. Dejansko smo imeli razpis in mi je kolegica poslala, naj se prijavim. Jaz sem bila tako. Se prijavljam se doja. Ja, in so mi pisali, in pa smo naredili eno testno serijo. In pa sem bila, da pač, očitno me testirajo, ker tista serija je bila. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo, v glavnem modeli niso bili pobriti, pa par fotk je bilo, ker je bila Joška ven iz modrčka. Glavnem, popravila sem dosti in sem tako, verjetno je to samo pač prvič, da Kaj vidijo. prav, Ne? tako ven je bilo. Ja, kar zraven. Ne vem, kako se mi je to zgodilo. Kako si vedela, da jo moraš nazaj v modrc popraviti? Kaj, če bi oni hoteli, da ti to pustiš tam? Ja, veš, dobiš Zgleda niso, kaj so izprejeli. 2-4 liste navodil, kako mora zadeva izgledati. Ja. Naravni videz, ampak se naretuširan videz. Ne? Aha, Pač, veš. In potem sem jim jaz rekla, da ne moramo več delati skupaj, ker je to absolutno premalo plačano. In 3 mesece kasneje so mi pisali, da če bi vseeno lahko prišla delati nazaj za njih, in so mi dvignili plačo. In sem tako, okay. Vredo, agreed. Nice. Ja. Mi je všeč zato, ker jaz sem vedno imela ful problem reči nekakšne stvari. In to mi je bilo tako res ful težko pač reči, da ne morem delati za to, kaj smo bili zmenjeni, ne morem. In potem so prišli nazaj in mi je bilo tako, ja, ok. Ja, nagrado si dobila, Ja. da tukaj si povedala, ne. Ja. Ja, da vas. To je pa Ja. tako dobro slišati. Mene je to grozno, pač nekaj reči ne in Ja, takole je se ti kar scary, ja. Ja. Ja, ful. Ampak ne, sem ful srečna, no, da se je tako obrnil, kot se je, in mi je ful fajn delati. No. No, Sploh, čestitke. hvala. Sploh, ker recimo Monika Čavlović, veš, kera je. Ona je Miss Earth 2023 bila. V glavnem, smo se spoznali, je tudi v mojem promo videu, noter je ful super modelka. In mi je bilo tako dobro, ko smo tem videli na storijih od Listce, da bojo pač dejansko, da je tudi bila model pri Listci zdaj in so tako, super Monika, tam retuširala in zdaj dejansko retuširam. In mi je ful dobro, pač res tako cute, ko poznaš ljudi v real lifeu, ki jih potem imaš tudi na ekranu in lahko narediš fotke, mi je zakonno. No, da best. Res. Ja. Ful nice. Ej, full lover. Moč, ne? Tisti, ki še zmer gledate, v komentar napišite un fotoaparat, da vemo, kdo je zdržal do konca. Ja. Hvala, ker ste z nami. Če vas je Isa prepričala, tudi unesramežljive, tako kot je mene, napišite v komentar, če boste šli na Boudoir fotografiranje. Jaz bom šla.
to je to. Pa po moje pripada še našim sledilcem, kako da tudi za kmeni, ne? Bi se spodobilo, ne? Bi jo lahko dali. Guys! Daj. Bomo se pa tako zmenili, bomo malo bolj special, ne? Tako da vsi, ki se boste prišli z kodo med nama, kako imate kodo med nama, ne? Ja. Ja, se lahko sam reče, da sem videla na podcastu. Ali... Tako. Dobite 3 dodatne fotografije zraven, teda to je vrednost 60 €. Jaz se Ja, hvala. To nismo pričakovali. The best. Noč, Hvala, da ste bili z nami. sledite nam, lajkajte nujno in se vidimo kmalu. Ciao.